Lepo pozdravljeni na še eni literarni postaji. Lep pozdrav iz Mariborske knjižnice. Knjižnici se seveda še enkrat in zopet zahvaljujem, da nas je vključila v to svojo serijo literarnih postaj. Vse tako lahko vzdržujemo stik z vami, bralci, hkrati pa seveda tudi predstavljamo naše knjige, ki jih sicer nimamo možnost predstavljati kje drugje. Danes predstavljamo knjigo z zelo, poetičnim naslovom Prestreljene sanje. Kako tudi ne, saj knjiga pravzaprav govori o življenju, to je biografski roman o življenju, kratkem, pa vendarle intenzivnem življenju narodnega buditelja, partizana, pesnika, narodnega heroja in tudi ljubimca Karla Destovnika Kajuha. Avtor romana je Vlado Vrbič. Lepo te pozdravljam v naši družbi. Vlado Vrbič je direktor Velenjske knjižnice. Predtem si bil, mislim, da dolga leta tudi direktor Velenjskega kulturnega centra. Vem, da se ogromno pravzaprav v celotni svoji delovni dobi ukvarjaš z kulturo Velenja in Šaleške doline, zgodovino kulture, skratka z nekim domoznanstvom, in se mi zdi, da si prvi tisti skrbnik za ohranjanje kulturne dediščine tega prostora. No, tukaj pa zdaj imamo pravzaprav roman Prestreljene sanje. Vem, da to ni edino, kar si ti počel v zvezi z biografijo, proučevanjem, bi rekel, raziskovanjem Karla Destovnika Kajuha. Bi te pa za začetek, Vlado, vprašal, kako si se ti pravzaprav na začetku srečal s Kajuhom in kaj je bilo tisto, kar te je pritegnilo, bi rekel, da se pravzaprav že kar enih 10 let ukvarjaš s Kajuhom, tako ali drugače? Jaz sem se, tako verjetno večina Slovencev, srečal s Kajuhom v osnovni šoli. Bil sem recitator v dramskem krožku in tako naprej. Bilo je en kup proslav vedno, ampak začutil pa mislim, da sem ga potem nekje v srednji šoli, ko sem začel razvijati tudi neke stike z nasprotnim spolom, in Kajuhova poezija, predvsem te ljubezenske pesmi, so bile pravzaprav kar eno dobro orodje za izkazovanje čustev. No, kasneje sem se pa pol srečal z njim v službi že, v kulturnem centru. Mislim, da leta 1989 smo naredili eno zelo veliko proslavo v 50-letnici njegove smrti in pa izdali smo eno zelo lepo monografijo, na katero smo še danes ponosni. Potem pa je bilo malo zatišja, potem pa se je v Šoštanju ukinila Kajuhova zbirka oziroma spominska soba, ker je šola potrebovala prostor in ker tudi ni bilo obiska, in smo takrat tisto dediščino dobili v knjižnico. In potem sem pač začel po tej dediščini brskati. Še posebej pa pred parimi leti, ne vem kolikimi, je bila neka težava v zvezi z rojstnim dnevom, kdaj se je rodil Kajuh, in takrat sem pravzaprav včasih tudi malo detektivsko raziskoval in ugotovil, da so vsi predvojni viri navajali 13. december 22 kot rojstni dan, vsi povojni viri pa 19. december. To ni neka velika razlika, gre za 6 dni, ampak zgodovini in resnici na ljubo pač sem pol ugotovil, da tisti predvojni podatki seveda držijo, ker imamo rojstne liste, krstne liste, spričevala in podobne stvari, tako da to ni sporno. No, preden gremo v roman sam, Kajuh je bil rojen torej v Šoštanju, ne, tam je njegov rojstni kraj. Zanimivo je, da je on seveda že zelo, kar tudi v romanu opisuješ, kot zelo mlad, imel nek ta upor v sebi, ne, in je bil recimo temu po duši rdeč, ne, ampak njegova družina je bila pravzaprav meščanska družina, ne. V Šoštanju so imeli hotel, pa potem kino. Jaz moram reči, da ko sem videl to njihovo, če lahko temu rečem, vilo, kako naj temu rečem, ta hotel, ne, mislim, to je impozantna stavba, razkošnja gradnja in tako naprej, ne. Kako je Šoštanj pravzaprav izgledal v tistem času? Je to bil premogovnik, tisto gonilo, ali je to bila usnjarna? In kako je bilo to z njegovo družino, recimo v obrisih nekje, če si lahko dovolim to vprašanje? Šoštanj je bil takrat pravzaprav zelo močno
industrijsko mesto. Šoštanj je imel največjo usnjarno na Balkanu. Je izvažal ogromno usnja. Mesto je bilo nemškutarsko. In tam so bili nemškutarji, obrtniki, trgovci, zaposleni v usnjarni in na drugi strani je bil pa proletariat. Delavci zaposleni v usnjarni so trpeli v tistih neznosnih pogojih, v kemikalijah in tako naprej. In njegova družina je pravzaprav bila mešana. Oče je izhajal iz delavske družine, bil je usnjar, dedek je bil usnjar. Po drugi strani je pa mama dejansko izhajala iz meščanske družine in tudi dedek po mamini strani oziroma drugi mož je bil trgovec in zato so imeli ta velik hotel, ampak takrat so bili 4 otroci v tej družini in tista lastnino so nekako razdelili, tako da sta imela starša od Kajuha v bistvu samo v uporabi en del hotela za restauracijo, da sta se lahko preživljala. Ok, razumem. No, ko si ravno omenil očeta, roman je razdeljen pravzaprav na poglavja nekako po življenjskih obdobjih Karla Destovnika Kajuha, ne. V prvem poglavju pravzaprav dobimo uvid v zelo zgodnje otroštvo Kajuhovo, ne. Celo torej kot dojenček še, ne, se nam ga na nek način predstaviš, kjer omeniš, da on pravzaprav je bil nezakonski otrok in da torej on verjetno nikoli ni izvedel, kdo je njegov pravi oče. Tu je več teorij, jaz sem pač uporabil to teorijo, da je izvedel, da so mu otroci, sošolci v šoli, so ga na nek način zbadali, ker so vedeli vsi in je potem zaradi tega imel tudi ten čas kar močne travme. Zdaj, jaz sem celo videl fotografijo oziroma imamo fotografijo, za katero je Emil Cesar trdil, da je na njej njegov pravi oče, ampak to je bila bolj avantura verjetno njegove matere, ki je potem tudi sama povedala, da je sin nezakonski, ampak se je potem nekako ujela s tem fantom, ki se je kasneje poročila z njim in sta dobila še enega sina, Jožeka, 2 leti po Kajuhovem rojstvu in potem sta se poročila. In po tistem je pa potem oče Destovnik priznal tudi prvega sina. Že v tem zgodnjem otroštvu pravzaprav lahko razberemo ta Kajuhov na nek način uporniški duh po eni strani, po drugi strani pa tudi eno nežno dušo, raziskovalno, radovedno oko pravzaprav njegovo, ne. Že tam pravzaprav, ko je šel v srednjo šolo, ne, mislim, da na gimnazijo v Celje, ne, že tam se mu je zgodilo marsikaj, ne, od tega, da je bil v literarnih krožkih, do tega, da je imel recimo sodobnike, ki so bili enako uporni in raziskovalni. Doživel je pa izključitev iz celjske gimnazije, ne. Drži, on je šel, takrat je bil pač drug sistem šolanja, ne, on je šel takrat v nižjo gimnazijo v Celje. Z 11 leti se je začel voziti v Celje, potem mu v šoli ni šlo najbolj v tistem razredu, se je za nekaj časa preselil v Celje in je potem tisti razred lepo izdelal in potem se je pa ves čas vozil v Celje. In tam je spoznal kar en kup sošolcev oziroma bratov od sošolcev, ki so bili kar napredni, ne. V Šoštanju se je pa tudi družil v glavnem z malo starejšimi otroki in je tudi od njih pobiral določene stvari. Izhajal je pa tudi veliko iz druženja z svojimi sorodniki po očetovi strani, ne, ki so bili proletarci. Veljal, da je za zelo bistrega fanta, razgledanega fanta, v šoli ni imel nobenih težav, sicer je bil telesno bolj šibek, so takrat rekli, ampak je bil tudi menda malo trmast, ne. In v Celju se je potem res navzel teh levih idej. V Šoštanju so bili v tistem času recimo Mravljaki, brata Mravljak, ki sta bila napredna, pa še enih par fantov, ki so potem v glavnem padli med vojno, neki v Pohorskem bataljonu, enega Mravljaka so ustrelili kot talca v Mariboru. Skratka, to okolje mu je dalo en tisti občutek, socialni čut in občutek za ljudi. In potem so ga pač zalotili mislim, da bo to v 6. razredu v gimnaziji, so ga zalotili z nekim
ilegalnim gradivom v torbi in so ga takrat izključili potem iz gimnazije. Naj poveva, ne, oziroma upam, da se ne motim, no, ta gimnazijska leta pravzaprav sovpadajo z nemško okupacijo tega prostora. Ne še, ampak Celjska vrelo še ne. pa je že nekaj. Ne? Vrelo, takrat je padla Češka in te stvari. No, ja. Dijaki so se zelo angažirali takrat, ko je Nemčija napadla Češko, so imeli tudi recitale v šoli in tako naprej. Ja, to je bil en tak čas vrenja in Kajuh se je kar močno vključeval v to. Takrat je začel tudi pisati. Takrat je začel pisati nekje v 6. razredu in je hiter navezal stike z Slovensko mladino, ki je bila literarna revija levo usmerjenih literatov. Ne. Takrat se je spoznal s Kostjo Nachtigalom in moram reči, jaz sem veliko stvari prebral. Zelo bogat vir za proučevanje njegovega življenja so dopisovanja s tem Kostjem Nachtigalom, ki je bil urednik Slovenske mladine, pa do pisovanja kasneje svojo največjo ljubeznijo Sivico, pa do pisovanja s prvo ljubeznijo Šoštanja z Mičico, pa z nekimi prijatelji in iz tega se da razbrati zelo veliko o njegovi osebnosti, hkrati pa tudi o tistem družbenem okolju, v katerem so živeli takrat. Tako. Torej tudi njegova poezija ima najbrž ta lok, da se je njegovo pisanje najbrž začelo iz tega, bi rekel, revolucionarnega duha, narodno-buditeljskega duha, kasneje preide v ljubezensko poezijo in kar je zanimivo, torej sprašujem, ker me zanima, kako ti gledaš na njegovo poezijo. Njegova poezija ni samo partizanska, čeprav tudi tista je zelo kvalitetna in je ostala do danes pravzaprav v zavesti, ne? Ampak je tudi na nek način ima ene elemente, bi rekel eksistencializma in en velik humanizem pravzaprav se vidi v njegovi poeziji. Ne vem, kako je šla ta poezija pravzaprav z njegovim življenjem. Jaz nisem literarni zgodovinar, ampak kako jaz delam, on je začel s čisto socialno liriko. Ne? Ja. Socialni pesnik je bil angažiran, gledal je okoli sebe, našel je ljudi okoli sebe, deda, ki je delal v fabriki vse življenje in se je zapil, očeta, ki je rad pogledal kozarc, noro Štefo, to je bila ena posebnica v Šoštanju, ki je bila umsko malce ostala. In on je imel en tak socialen čuten, topo pristop do teh ljudi. Ne? Čeprav so bili pijanci, čeprav so bili, bi rekel, duhovno zaostali, jih je spoštoval in je imel tak topo odnos do njih, ker jih je razumel, zakaj je do tega prišlo. Ne? Kasneje pa seveda z revolucionarnimi idejami je pa začel ugotavljati, da pa tak ne more iti več naprej in da je treba svet spremeniti. Ne? Potem se je pridružila še ta ljubezenska lirika, ampak on ni napisal zelo veliko ljubezenskih pesmi, ki pa tudi niso bile tipično ljubezenske pesmi. Ne? Ker vsaka pesem je vključevala še eno tisto socialno noto ali pa uporniško noto, narodno-osvobodilno noto. Ne? Pozivanje dejansko k osvoboditvi. V neki pesmi pravi, dekle, čuvajmo tele roke, ker s temi rokami se hranimo. Ne? Ja. Zdaj je bila zelo lepa pesma, ampak je imela to noto. Absolutno. Skratka, razvijal se je od tipičnega socialnega pesnika pa do pesnika upora. Ja. No, to sem te vprašal zato, ker je pravzaprav človeka zanima, ne? Kot roman moram reči, da ko ga začneš brati, zelo težko odložiš. To je zelo živo pisanje, je tudi med najbolj branimi romani preteklega leta, to lahko mirno poveva. Ne? Kako ti je uspelo pravzaprav literarnega junaka zgraditi iz resnične osebe? Kje so bile te meje ali pa ovire, recimo? Ne? Ker ko to beremo, to je univerzalni roman. To bi lahko bilo o kateremkoli človeku, v kateremkoli prostoru. Ne? To ni pravzaprav biografsko zaporedje, navajanje nekih biografskih podatkov, ampak je dejansko literatura. Je nek svet, je nek nov svet, v katerega si ti postavil človeka, ki je pa v resnici obstajal. Ne? To mora biti blazno težko. Ne? Zdaj vedeti moramo nekaj, ne? O Kajuhu je bilo že kar nekaj napisanega. Ampak romana pa ne. Emil Cesar je napisal odlično knjigo z vsemi pregledom vsega njegovega ustvarjanja, s pregledom življenja, ampak tam so bili biografski podatki. Ne? In ko sem jaz bil izvan, jaz sem vedno govoril, da bi si ta pesnik zaslužil en film
podoben doktor Živagu, zato ker je on si je sam napisal roman, on si je sam si je v bistvu posnel film, ker se mu je v tistih 21 letih zgodilo toliko stvari, toliko normalnih stvari, ki so pa v tem obdobju 21 let skoncentrirani in so v bistvu izjemni, čeprav so normalni, ne, na nek način, če je normalno to, da umreš pri 21 letih, ne. In ko sem dobil neki izziv, da bi napisal o njem knjigo, sem rekel, pa se je vse napisano, ne, ampak ko sem bolj razmišljal, sem rekel, ok, lahko napišem, ampak ne bom pisal biografije, ker ljudje tega ne bojo brali, strokovnjaki so že to napisali, dajmo napisati nekaj takega, da ga bo predstavljal kot človeka, ne, kot normalnega človeka, pesnika, upornika, rečemo tudi ljubimca, za vse, mislim, da za nežnejši spol je bil zelo očarljiva oseba in jaz sem poskušal vse to zajeti noter. Se pravi, da v tej knjigi so in solze in smeh in kri, skratka to, kar pač mora en sodoben roman vsebovati. Točno to. Še toliko težje je to bilo najbrž zato, ker si moral paziti na faktografske podatke, na zgodovinska dejstva. Tu nisi smel v bistvu si kaj izmišljevati, vmes pa je bil najbrž prostor za literaturo. Raziskovanja je bilo najbrž kar nekaj, ne? Ali si ti že prej v bistvu že veliko te dokumentacije, gradiva? Vem, da si po muzejih tudi hodil raziskovati. Jaz sem tega dosti pregledal prej, ampak ko sem se odločil, da bom pa še to nadgradil s knjigo, ne, sem pač mogoče malo bolj pozoren bil na nekatere stvari. Kot sem že omenil, ta dopisovanja so izjemna, dosti sem brskal po arhivu tudi v Ljubljani za tisto osovsko obdobje, ne, ker je bil ko je bil v ilegali, je bil obveščevalec. Bilo je kar precej nekih časopisnih izsekov, spominov ljudi in tako naprej. Tako da v bistvu knjiga temelji absolutno na dogodkih, za katere sem pa poskusil, da pač niso tako suhoparno opisane, ampak sem ga na nek literarni način in celo, mislim, priznam, kar sem tudi zapisal, ponekod sem celo v dialoge spremenil neka zapisane stavke, ki si jih je izmenjeval recimo med poukom z nekom in tako naprej, ker so v tej obliki veliko bolj zanimive, ampak so pa dosledni, ne. Tako, ravno to je v bistvu kvaliteta tega romana, da se Kajuh pred bralcem pravzaprav razraste, kot bi bil živ in ga lahko vidimo kot človeka v tem smislu, kaj je čutil, kaj ga je gnalo v resnici, kaj ga je privlačilo, ne. Ko si ravno omenil ilegalo, jaz bi mogoče še korak nazaj. V romanu opisuješ tudi to, da je že v času srednje šole, sicer je bil tudi premeščen potem v Maribor, mogoče še o tem kaj rečeš, ampak on je takrat že bil aretiran, grdo pretepen, ne, pravzaprav kot star, koliko, mogoče 15-16 let, v bistvu zelo mlad fant, ne. To je bilo malo kasneje. Sosledje je bilo približno tako, izključili so ga iz celjske gimnazije, potem je pa celjski ravnatelj šole, ki je bil zelo zaveden Slovenc, ga napotil na svojega prijatelja, ravnatelja realne gimnazije v Mariboru, da ga tista 2 meseca pred koncem 6. razreda sprejme v šolo. To se je tudi potem zgodilo. Kajuh je prišel v šolo, mislim, da maja, v gimnazijo v 6. razred v Maribor, ampak je imel v bistvu že vse ocene zaključene v Celju, tako da tisto spomladanski del se mu ni bilo treba kaj dosti truditi v šoli. Je pa skozi nekako želel, da bi bil v Ljubljani, da bi naslednje leto šel v Ljubljano. To mu ni uspelo, se je vrnil v Maribor. Potem so se pa stvari začele hitro odvijati, to je bilo pa leto 40, tik pred vojno. Takoj po novem letu so ga dali za, mislim, da 3 tedne v Međimurje, to je v Međurečje, v Srbijo, na vojaške vaje, ker so se hoteli znebiti nekih levih intelektualcev. Ko se je vrnil, se je zgodil tisti trojni pakt, tisto priključitev oziroma razpad že, ne, menda trojnega pakta. To je bilo tik pred napadom na Jugoslavijo, ne. In že takrat na tisto cvetno nedeljo, ko je bil napad na Jugoslavijo, se je enih par fantov iz Šoštanja že odločilo in so šli z orožjem v gozd. Imeli so sicer 2 pištoli, med njimi je bil Kajuh, potikali so se vse tja do Zasavja, potem so se pa zmenili, da se bi rajš za nekaj časa omaknili, ker se ni imelo smisla takrat na tak način vojaški upirati in ob umiku iz Zasavja je celo se poškodoval,
si je nalomil rebra, bil nekaj časa doma. No, potem so ga pa Nemci enkrat aretirali in so ga zaprli še za, mislim, da tudi 3-4 tedne v Slovenj Gradec. Tam so ga pretepli, tam je tudi ena lepa pesem nastala. To je opisano v romanu. To je opisano, ja. No, od tam se je pa umaknil spet v Šoštanj, ker je bilo prevroče, ker so ga dejansko Nemci imeli že na svojem spisku. Ja, je moral iti. Se je umaknil potem v Ljubljano. V Ljubljano, kjer je deloval v ilegali, ne? Deloval je tudi kot v tej tajni službi. Ne? Mislim, da boš ti povedal, da se bolj spoznaš. Ampak tam je pa spet v romanu opisana v bistvu ta stiska, ne, mladega človeka, ki je sicer zaveden revolucionar, to sploh nima nobenega dvoma v sebi, ne, ampak on je pravzaprav sredi zime se skoraj da potikal po ulicah, premražen, lačen, tudi obupan že skoraj, ne. Na kar je pa naletel na eno svojih pravzaprav največjih ljubezni, ne, v tisti hiši, kjer je bil kot ilegalec, je spoznal eno žensko. In v romanu, to pa najbrž je literatura, pretresljivo opišeš pravzaprav to človeško bližino, kako sta se one dva preko knjig pravzaprav zbližala. Ona mu je brala knjige, pa on njej bral, bila sta razsvetljena, željna znanja in tako naprej. Ne. In tu je ena velika ljubezen pravzaprav splamtela, ampak ni pa prav dolgo trajala. Ne. Pravzaprav je trajala kar dolgo, ona dva se spoznala na eni novoletni zabavi, na prvi novoletni zabavi, ki so imeli konec leta 1941, takrat sta se s Silvo spoznala, potem se je preselil k njim, do takrat je taval od prijatelja do prijatelja, potem se je preselil k njim, ko so Silvo zaprli, je spet bil na ulici in iz poročil, teh vosovskih poročil, ne, ki sem jih pregledal, tam njegov nadrejeni opisuje, kako potrebuje stanovanje za njega, ker je na ulici, ker ima 39 stopinj vročine in tako naprej. Skratka, bil je, kadar ni bilo Silve, bil veliko na ulici, preživel je tudi garje, kar je bila takrat kar huda zadeva. Te stvari se da vse razbrati iz pisem, potem pač mogoče malo nadgradiš, jaz z njima nikoli nisem bil v spalnici, ampak nekako pri teh letih že približno poznam, koliko stvari teče in se verjetno ni tako težko napisati. No, moram pa tudi reči, da recimo pri takih opisih pa tako naprej pomaga tudi ogromno branje. Ne. Jaz sem v življenju prebral ogromno knjig in pač, če si vsake potegneš eno besedo, ko moraš nekaj vedeti. Ne. Skratka, tako sem nekoč rekel, 95% stvari so dejstva v tej knjigi. Ne. Ostalo je pač neka literarna svoboda. Absolutno. Kako pa je potekala ta literarna svoboda? Si to ti na obroke pisal ta roman, ali si se umaknil na svoj vikend v Zavodnje, do katerih bova še prišla na koncu romana? Kako ti je šlo to pisanje? Naj poveva še to, ne? Kajuh. Kaj pomeni beseda kajuh? Mogoče tukaj v Mariboru nismo toliko navajeni na to besedo. Ne vem, vi verjetno rečete abuh. Pri nas je to abuh, je kanja in je kanjuh. Jaz sem potem napletel iz tega, da pač njegov dedek oziroma tam ljudje niso vedeli, a gre za kanjo ali za kanjuha in so enostavno potem tem ptičem rekli kajuh. Da je nek kompromis bil. Skratka, to je ptica ujeda kar ogromna, ne? To je velika ptica ujeda v tistih koncih, ne, ki odnese živali, mačke, kure, vse te stvari. Ampak jo je čudovito opazovati, ko pluje na nebu. Ja. Ti si, ko si pisal ta roman, ne, torej naj poveva, da si se umaknil, ne, na vikend, ki ga imaš v najemu, in si očitno to v enem kosu napisal, na koncu si pa doživel eno neverjetno simbolično srečanje. Ne. Jaz sem pisal to v bistvu 3 leta, oziroma največ je nastalo na morju, v 3 kosih, v 3 letih, ker je takrat mir. Takrat mene voda ne moti, mene iritira, imam čas zapisati in nekaj je treba početi na morju. In sem v vmesnem času sem pač za naslednje obdobje že malo zadevo pregledoval, pa tudi dopolnjeval, kaj seveda tudi v Zavodnjah. Ampak res tisto srečanje, ko si omenil, je pa bilo, ko sem že zaključoval in sem se res umaknil za par dni v Zavodno, proti jeseni, je nekoč na tisti
2 metra od mene preletela Kanja, ki jo še nikoli nisi videl tako na blizu, na mizo pred mene, s tistimi širokimi krilji zaprhotala in med sekundo, 2 gledala in odletela. To ne moreš verjeti, ne. Torej, mislim, neverjetno. Ja, nisem verjel. Neverjetno srečanje, ne. Kako je bilo, Vlado, s temi raziskavami zdaj, oziroma researchem, ne? Če mogoče eno teorijo malo odpreva, ki se kar naprej znova in znova pravzaprav omenja, ne? Kajuh, kot vemo, je padel na Zavodnjah oziroma teh okoliških vasicah. Nemci so vdrli, ne, noter, oziroma ne vem, so bili celo orožniki. Ampak ta teorija, da bi ga naj pač partizani sami ustrelili v tisti bitki, zato ker je bil preveč napreden in ker jih je preveč skrbelo, kaj bo po vojni, če Kajuh ostane, da bo premočna osebnost. Ja, mene že včasih malo razjezi, ko ljudje, ko jim 100-krat ponoviš eno in isto, ne, kako se je v resnici zgodilo, še vedno govorijo neumnosti. Mi smo, oziroma raziskovalci so vedeli že vse od vojne, ker so bila pričevanja. Prvo pričevanje je od Vere Hreščak, Bebler, ki je bila soborka in je bila takrat je bila zraven tudi Brina. Vera je tudi v romanu in tudi Brina je v romanu. Brina, tudi v romanu, Brina plesalka, ne, Marta Pavlin. Vera Hreščakova je 14 dni po tem dogodku zapisala svoje spomine. Se pravi, februarja oziroma začetku marca leta 1944. In je opisala, kako se je zadeva zgodila. Tudi kasnejša pričevanja so bila vsa zelo, zelo podobna. Celo prvi dokumentarni prispevki, mislim, da leta 60 na ljubljanski televiziji. Zadeva je bila raziskana, ampak govorice so bile vseeno. Ampak tam nekje leta 1995 se je pa našel kronski dokaz, kako se je zadeva zgodila. Namreč kustos muzeja v Slovenj Gradcu je dr. Milan Oževartov, ki je bil nekoč direktor Muzeja novejše zgodovine v Mariboru in izhaja od nas in je se ogromno ukvarjal s to zgodovino. Mu je poslal zapisnik, ki ga je Franc Černe poslal svojim nadrejenim mislim, da v Gradec. Franc Černe je bil pa orožnik, ki je takrat in je zapisal tako, da so pač videli luč v eni od kmetij tam, ta skupina njegova so bili orožniki in nemški vojaki, približno tam nekje okoli 80 jih je moralo biti, nekaj manj, in so obkolili to kmetijo in jo napadli. Ja. In v tem času Kajuh je bil gor v zgornji sobi, je že dremal, oziroma spal, je skočil pač oborožen v kuhinjo, iz kuhinje se je hotel prebiti pač na prosto in takrat ga je prav ta Franc Černe ustrelil. In Franc Černe to natančno opisuje, da je ustrelil 3 partizane, od tega enega, ki se je smejal. Ta, ki se je smejal, je bil pa Kajuh, ki je po pričevanju iz prejšnjih pač pričevanj, ne, takrat hotel potolažiti domačine, da se bo vse v redu, ne, in se jim je nasmejal. No. Zadeva je dokumentirana, objavljena, že 15-20 let jo objavljamo, ampak govorice so še pa vedno. Ja, neke legende in miti se pač vedno spletajo okrog takih močnih osebnosti, kot je bil Kajuh. In ta Franc Černe je bil pač Slovenc. Ja, seveda. Slovenski orožnik je bil orožnik od svoje mladosti in tudi potem, ko so Nemci prišli sem, ko so okupirali, je ostal orožnik. Ja, in tako je seveda se podredil nemškim silam, če temu lahko tako rečem. Ne. No, zanimivo to, ja, ko v zapisniku, ne, jaz sem ga namreč tudi videl, ne, 14. divizija, ne, se je takrat prebijala, mislim, da na Hrvaško, pa potem v ostri zimi nazaj. To v romanu, ko opisuješ, človek dobi občutek, kot da gre za en eksodus. To so bili lačni, premraženi, bi rekel, izčrpani, ne. Komaj so se vlekli še, recimo, ne, in na koncu so se pa vendarle prebili do teh vasi nad Šoštanjem, ne, torej Zavodnje in tam okrog, in vendarle nekako, bi rekel, se odloči, da bojo prespali, no. Na kar pa ta v zapisniku napiše, da je ven skočil z brzostrelko bandit, ki se je smejal, ne. To ne moreš verjeti, ne. Na to pot si tudi v romanu zelo dobro opisal. Tu je bila 14. divizija že kar na robu
preživetja, se mi zdi. Ja, 14. je krenila iz Slovenije, bilo jih je več kot 1000 borcev. Ne? In da so se vrnili nazaj preko Hrvaške v Slovenijo, so naredili 300 km, so prepešačili v 3 tednih recimo, ne. Ampak nekako je to še šlo. Oni, ko so prišli nazaj v Slovenijo, so izgubili v bistvu, mislim, da je ostalo na Hrvaškem okoli 100 borcev, ki niso mogli več iti naprej. Ostali 1000 je šlo pa naprej in do takrat tudi niso imeli kakšnih posebnih izgub, sploh jih niso imeli. Potem se je pa na slovenski strani pa zgodilo izjemno slabo vreme. Mraz, sneg in takrat so jih začeli Nemci tudi preganjati. In potem so se začele te bitke, ki so pač recimo na Paškem Kozjaku zahtevale prve večje žrtve in potem na Graški gori, gori Jurišev, pa potem v Ravnah, tako da je takrat padlo, jaz računam, mislim, da okoli 100 borcev, preden so se prebili v Savinjsko dolino. Ali pa malo manj, mogoče pol manj, ampak v Savinjski dolini potem, že marca, so jih čakale pa še večje borbe in tam so pa izgubili več ljudi. Na koncu je v bistvu ostalo od te začetne številke približno 2/3 borcev. Ostali so bili ranjeni ali pa so padli. Ja, ena slutnja je zelo dobro zapisana v tem poglavju, ki je, mislim, da zadnje poglavje, ne, o katerem zdaj govoriva, ko pravzaprav Kajuh govori z komandantom, da je pravzaprav pol ure od doma in da bi mogoče šel pozdraviti domov mamo na hitro in se potem vrnil nazaj v Zavodnje, ne. Vendar mu komandant tega ni dovolil, ne. Tam bralec prav dobi eno tako slutnjo, da in kar je zanimivo, jaz, ko sem ta roman bral, jaz vem seveda, da je Kajuh padel, ne. Ampak v tem zadnjem poglavju sem pa ves čas navijal, ne, da ne bo padel, ne. To je moč te literature, veš. Ja, se nisi izjema. Meni je marsikdo rekel, je pa škoda, da je umrl na koncu. Ja, zakaj si ga ubil, ne. Ampak neverjetno, bralec v bistvu tako podleže tej pisavi, da veš, začneš navijati, ne, saj ne bo padel, ne. Ampak tam, kjer je pa komandant mu ni dovolil, da gre mamo pogledat, ne, tam te pa zaskrbi za Kajuha, ne. On je bil z doma od jeseni 41, pa do teh zadnjih dni, se pravi februarja 44, ni videl staršev, z njimi tudi od začetka še bil, ko je bil v Ljubljani nekih v pisnih stikih, potem ne več, in se je seveda želel iti domov. Iz nekih zabeležk je videti, da je kakor naročil nekemu kurirju, da bi sporočil v Šoštanj, da je blizu in da se bo mogoče oglasil, kakorkoli. Dejansko je bil 2 uri recimo hoda od doma, ampak res ni imelo smisla niti poskušati tu dolino zaradi zased in vsega skupaj. Je bilo prenevarno. Itak so pa imeli nameniti naprej potem v Savinjsko. Ja. Preden sklenemo pogovor, bi vendar jaz še odprl eno zanimivo temo. Njegov brat Joži, mlajši brat, je bil pa tudi kot zelo mlad fant pravzaprav mobiliziran v nemško vojsko, potem tudi padel, ne, menda sploh mati nikoli ni izvedela, kje je padel, ali potem je izvedela. Zanimivo, da je pravzaprav izgubila 2 sina, o enem se je v povojnih letih lahko govorilo, o drugem pa boljše, da je bila tiho, ne. Ja, to so se zadeve malo zasukale, ne. Ko je bila nemška okupacija, ni smela govoriti o svojem prvem sinu, ne, ki je bil, oni so rekli, da je šel študirati v Ljubljano, ne. Drugi sin je bil pa malo drugačne narave, ampak po nekih pričevanjih bi naj on obljubil, da če ne bojo Nemci zaprli staršev, ne, ker so grozili, da si jim je grozila vsaj izselitev, ne, ampak je bila menda Kajuhova mama si kar dobra z ženo nemškega župana v Šoštanju in naj bi Jožek obljubil, da bo šel v nemško vojsko, da bi rešil družino. Ne, to je bilo na Štajerskem takrat kar precej pogosto, da so imeli enega sina tu, enega tam. Je bilo tudi iz praktičnih razlogov kar v redu, ampak zgodila se je ta tragika, da sta v bistvu padla v roku enega tedna oba dva. On v Rusiji, Jožek, Karli tukaj doma, tako da je izgubila 2 sina naenkrat. Seveda, po vojni pač ni bilo popularno, da govori o drugem sinu. Kar tragično, ne. Ena rana pravzaprav, ki je še rana,
ki je še odprta. Ne? Upajmo, da bo kak roman tudi o tej temi nastal. Jaz vem, da ti intenzivno delaš na tem, vendar ne, da bi ti pisal ta roman. Kakorkoli, ti si potem na tej domačiji, kjer je Kajuh padel, si torej, ne vem, a si prizadeval, a si bil celo ta glavni pobudnik, da se tam postavi spominsko obeležje Karlu Destovniku Kajuhu. Ogromno sem, kot rekel, raziskoval in naredil v zvezi s Kajuhom. Kakšne načrte imaš v zvezi s Kajuhom naprej in kaj je tvoja tista, bi rekel, tista zadnja želja, da bi se recimo država še bolj, bi rekel, na nek način, oziroma da bi Kajuha iztrgal iz pozabe? Ja, jaz mislim, da ga pač treba prepoznati še enkrat ali pa vedno znova, oziroma ga dokončno usidrati med klasike slovenske poezije 20. stoletja, med ljudi, ki so bili v tej strašni tekmi za dokazovanje, kdo je bolj prispeval k samostojni Sloveniji, vendarle en pomemben člen ali pa en kamenček v tem mozaiku. Prihodnje leto bo 100-letnica njegovega rojstva. Občina Šoštanj, ki dejansko zdaj, sploh v zadnjem obdobju, zelo veliko daje na obujanje spomina in Kajuha, postavili so obeležje v zavodah in tako naprej, si prizadeva, da bi razglasili to leto za Kajuhovo leto 2022. Naša knjižnica se bo vključila z enim založniškim projektom skupaj z vami. Pripravljamo serijo 7 knjig o Kajuhu, ki bojo dejansko Kajuha predstavljali z vseh plati. Prva knjiga je že gotova, govori o vseh pesmih, ki so bile uglasbene nekoč v slovenskem prostoru. Potem bojo objavljena vsa pisma, ki jih je Kajuh prejel ali dobil. Objavljene bojo vsi prevodi pesmi v tuje jezike, objavljene bojo vse fotografije, ki so na katerih je Kajuh, in na koncu za krono vsega bo pa še išel strip o Kajuhu. Se pravi 7 projektov založniških, s tem bo Kajuh v bistvu v knjigah predstavljen. Mislim, da potem ni več kaj o njem pisati. Bomo pa tudi digitalizirali vse gradivo skupaj z Nukom o Kajuhu in pa pripravljeno razstavo v Ljubljani. En kup prireditev bo imel pa še Šoštanj. Super. Potem bi bilo dobro narediti tudi mogoče en strokovni simpozij v zvezi z njegovo poezijo. Vlado, ko si ravno omenil digitalizacijo tistih zelo, zelo starih steklenic žganja, ki ste jih nekje našli, pa ne boste mogli digitalizirati. To je bil pa stranski produkt, ne? To je pa na kmetiji, kjer je bil pa doma Kajuhova, kamor se je priženila Kajuhova teta, pri Mešičih v Skornem, oziroma v Florjanskem Grabnu. Tam so najprej imeli to zapuščino Kajuhovo, ki so nam predali, ne? In ko so pred leti nekaj prenavljali, so našli za enim tramom na podstrešju dve veliki steklenici, 50-litrski steklenici slivovke oziroma sadjevca iz leta 1943. Neverjetno. Upam, da je bila dobra. Vlado, če sem kaj pozabil, me popravi, sicer pa... Ja, mogoče samo to, da povem, da zdaj so že kar veliki, mislim, veliko je odzivov na knjigo, tudi malo se že vidi, kdo jo rad prebira. Jaz sem malo računal, da bo tudi do mladine prišla, ampak zaenkrat tudi ni bilo možnosti predstavitev, to v lanskem letu ni bilo nobenih predstavitev. Je pa mislim, da največji krog bralke so pa bralke, ne? Tam nekje po 30. letu, in zanimivo je, da te bralke potem, ko v 2 dnevih, 3 dnevih to prečitajo, nekako prisilijo tudi svoje soproge, ki nikoli ne berejo knjig, da se jo lotijo in jo potem z užitkom preberejo. To pomeni, da Kajuhov šarm še vedno deluje. Vlado, jaz se ti zahvaljujem za ta pogovor. Še enkrat se zahvaljujem Mariborski knjižnici,
Midva sva nekaj o knjigi povedala, vsega pa seveda ne. Upam, da si boste knjigo še naprej v takim visokem številu sposojali in da se kmalu spet vidimo na naslednji literarni postaji. Hvala lepa, Vlado. Enako, hvala.